Lep in prijazen dan želim iz deževne Izole. Natančno nahajam se na področju, ali bolj rečeno zapuščam področje, ki se imenuje Livade, in se usmerjam proti samemu središču mesta. In sicer to lahko storimo preko tega krožnega prometa, ki so ga zgradili pred 2 letoma. In sicer, kot vidite tukaj, lahko zavijemo v središče mesta, ali kot piše center. Zanimivo je, da v bistvu Izola sodi med mesta, ki ima številne ulice z zanimivimi naslovi. Ulica Oktobrske revolucije, Leninova ulica, tak, po kateri se vozimo, je Leninova. In sedaj bomo vstopili na ulico, ki nosi ime, da boste verjeli, drugega 1. maja. Načnimo to s politiko. Je pa res, da je tovrstnih ulic s političnimi dodatki kar nekaj. No, to je ta ulica, ki nas popelje v središče mesta in se imenuje Dnevni red 1. maja. No, da vam pokažem ulico do konca, je to tukaj, kjer bomo lahko na tem krožnem prometu, ki je osnova vstopa v samo središče mesta. Pomembno zato, ker nas popelje do trga, ki nosi ime Veliki trg. Zanimivo, da ni velik, ampak pri nas pravimo tudi majhnim stvarem, da je veliko. No, to je področje, ki nosi ime Sončno nabrežje, kar seveda ni izraženo s sedanjim dnevom, ker pač dežuje. Tukaj na levi strani se nahajajo osrednje restavracije mesta Izola, ki so praviloma na desni strani, natakarji pa hrano nosijo na levo stran, to je na področju tako imenovanega, kot že rečeno, Sončnega nabrežja. Sedaj smo prispeli področje Mandrača, najmanjše privezne luke, in sicer za ribiške barke. No, in tole je že prej omenjeni Veliki trg, ki ima v središču mesta kar nekaj parkirnih mest, tako da v bistvu imajo jekleni konjički možnost, da se nagledajo morske obale. In seveda barki so tukaj na teh privezih. Sedaj ta veliki, res veliki trg pod narekovajem zapuščamo in se podajamo iz Izole. Tu morate biti previdni, ker v bistvu so vozniki nekoliko prehitri
Njihovo dejanje pa manj. No in sedaj smo zopet na sončnem brežju, ki mu daje svoj čar dež, in se peljemo, bolj rečeno zapuščamo središče mesta Izola, ki se nahaja na naši levi strani, na desni strani pa je domovanje privezov tako lokalne marine kot v bistvu one, ki v bistvu pobira denar tistim, ki ga imajo vloženega v svoje manjše ali večje jadrnice ali barke. No, to smo zdaj uspeli prečiti z tem, da smo vstopili spet na ta krožni promet, v katerem smo bili že prej, in sicer se sedaj podajamo po tej ulici izved samega središča mesta. No, tukaj je zanimiv primer, kako urejeno kolesarske steze imamo v Sloveniji. Enostavno na pozne pasove narišejo rdeče črte, narišejo znake za kolesa in na to reče, da je to namenjeno kolesarjem. Če pa se realno tukaj srečata dva avtobusa, morata se eden od njih zapeljati na kolesarsko stezo. S tem seveda kršita predpis. Tako je pač v Sloveniji, kjer se v bistvu lahko ukvarjamo z najbolj eminentnim kolesarjem na svetu in seveda še enim kolesarjem, ki ga slovenski ljubitelji kolesarstva dobesedno obožujejo. Prvi se piše Tadej Pogačar, drugi pa Bogaste. Primož Roglič. Naravnost, Ljubljana. Ni tukaj, ampak je tukaj, ko boste verjeli, kemp. Bolj rečeno, to je eno od šotorišč, ki mu pravijo v Izoli kemp, in je dobesedno sramota za tiste, ki pravi, da so omogočili kempistom, da se lahko namestijo ob slovenski obali. Če bi stopili ta kemp, bi dobili potrditev. Če nam ne verjamete, storite sami in to poglejte. No in sedaj mi na tem od številnih krožnih prometov, s katerim razpolaga mesto Izola, zapuščamo Izolo in se namenjamo proti Kopru. To je še eno krožišče, ki pa včasih ali pa velikokrat dokazuje, da ljudje ne znajo voziti po njih. Recimo, mi pravilno vozimo in sedaj zapuščamo to krožišče in se usmerimo na izvoz. Za nami vozi avtomobil, ki pa seveda vozi po zunanjem pasu in nič ne briga, da ne vozi prav. No in tukaj je praktično že konec področja Izole, seveda ni uradnega dela občinske meje, kjer bomo vstopili v znameniti dolgo let grejoči se tunel Markovec. Spoštovani in spoštovani, tam na hribu še vidite tudi izolsko bolnišnico. Do Ljubljane je 106 km, do Trsta 16 in do
Koper 5, tja smo namenjeni, zdaj tja, pa boste videli čez nekaj časa, ko bomo posneli del učinka pogleda na Koper, tudi tam. Zdaj stopamo v del Barkovec in vas zapuščamo s prijaznim pozdravom, da ste bili z nami do tega trenutka. No in spet smo z vami. Sedaj smo že zapustili tunel Barkovec in se bomo tukaj preusmerili proti središču mesta Koper. Če bi šli naravnost, tam nekaj 100 metrov stran je že avtocesta, tukaj takoj za tem zvozom, ker pa morate imeti vinjeto, samo da veste, če se pojavite tukaj brez vinjete. No in mi se seveda peljemo v center mesta, tokrat Kopra. Vidite, tukaj se usmerimo proti središču mesta Koper, ki je ravno tako namaka dež. No, imamo tukaj spet en od krožnih prometov, zavili v mesto. In sicer se tukaj moramo smeriti v Tapas, da lahko stopimo v samo središče mesta. Koper je sorazmerno urejeno mestece, logično, ker tudi dobi nekaj denarja od koncesijskih dajateljev Luke Koper, to si marsikaj privoščijo, ker so ostala obalna mesta ne morejo, to so Piran in seveda Izola, mini mesteca, Karan, ki je prej vasica mesta. No in sedaj bomo tukaj se preusmerili proti mestu, seveda vemo, da moramo pustiti prednost pešcem, oni so vedno v poziciji prednosti in tukaj naravnost vidite že znamenito koprsko stolnico in tukaj na tem krožišču, spet eno od njih, bomo zavili proti središču mesta, ker tukaj vozijo seveda po domače, tudi če so bili še v obtoku krožnega prometa, oni mirno peljejo, ker pač oni mislijo, da so domačini. No, tukaj na levi strani vidite koprsko tržnico, ki je seveda prazna, in na desni strani se nahaja začetek dela starega mestnega jedra. Na levi strani je koprska marina, v katero stišijo pod narekovajem okoli 700 privezov. Na desni strani pa je, tukaj ste se peljali mimo, prireditveni prostor, pod katerim se dogajajo različne prireditve v mestu Koper. Spoštovane in spoštovane, to je bil kratek utrinek iz današnje deževne Izole in seveda tudi deževnega Kopra. Mi se bližamo Luki Koper, tako da bomo v bistvu končali svoj prispevek s tem pogledom in vam pokazali še eno stvar, a to z drugim prispevkom. In sicer znamenito Ro-Ro ladjo, ki bo z Luke Koper odpeljala številne avtomobile, ki čakajo na parkiriščih tam zadaj za tem delu mesta.
Spoštovani, lepo se imejte in lep prijazen dan vam želim, kjerkoli ste, in naslednje vidimo se v naslednji posnetku. Nasvidenje.